Dobro jutro. Na naših valovih bo danes deskal Mitja Legat, diplomirani sociolog, ki snema ekstremne športe. Najbolje se počuti na snegu, vodi in asfaltu, sam je začel skejtati oziroma rolkati. Ja, jaz sem že iz enega takega multikulturnega dela Kranja, planine. To v Ljubljančani mogoče bolj poznan kot neka varianta Fužin, tako da jaz sem odraščal takmu multikulti okolju, ker je super, dal mi je veliko to v življenju, tudi pripeljal k skejtanju, ker je bilo to najbližji pa najbolj dostopen recimo v tistem času. Najprej je treniral nogomet in košarko, pri 14 letih pa iz uporništva začel rolkati. Kmalu bo praznoval 20 leti prevračanja deske. Tako, jaz sem bil v osnovni šoli, kar bi rekel, nek piflar. Meni je bilo vedno sem se malo te etikete hotel utepst. Ja, tako je. Starejši kolega med basketaši takrat je tudi skejtal in on se je meni zdel tako cool, pa nek tak obdobje prihajal očitno v puberteti, tako da sem si tega zaželel. Na drugi strani pa moj najboljši kolega takrat lih iz smučanja prešaltal na bordanje. Sva poje v bistvu naredila en tak pakt, da bo on začel skejtati, če jaz začnem bordati. No in v bistvu oba dva zdaj to še 30 plus počneva. Danes je to sprejemljivejše kot nekoč, pravi Mitja Legat, a dodaja. Velikrat slišam, ti nisi malo prestar za te igrače, v kakšnem takem smislu slabšalnem, ampak načeloma pa mislim, da sploh delka vztrajaš, ne glede zdaj, kaj je to, ko vztrajaš nekako pri svojem. Ljudje s časom dajo respekt temu, zato ker pač ni lahko, je naporen za telo. Mi večkrat reče, a ti pa to še zmeraj počneš. Zadnje čase dobim več pozitivnih komentarjev, kot pa bi rekel 15 let nazaj, ko smo bili malo mlajši po ulicah. Rolkanje je šola za življenje, je prepričan, saj se moraš sprijazniti z večjim številom neuspehov kot uspehov, brez vztrajnosti, podplutb in ponovitev trika ne moreš izvesti. Je individualen šport, pri katerem pa je posameznik nenehno obkrožen s somišljeniki, skupaj postavljajo proge in trenirajo. So pripadniki rolkarske subkulture. Ja, jaz tudi recimo sem se za sociologijo odločil, ker so mi bili vedno blizu te neke marginalne skupine oziroma se me zanimale, kako to deluje. Ker v tistem času, ko smo bili mi mladi skejterji, smo bili zelo tako na robu družbe, vsi od starejših avtoritet pa drugih subkultur so nam bili zelo naprot, včasih tudi neka agresija proti nam, tako da v bistvu nam je dal to neko tako skupno varnost. Enostavno ugotoviš, en moj kolega dobro reče, v teh športih je tako, ne moreš čakati na občino ali pa neke inštitucije, da bojo nekaj izrihtale, nas je vsem tako malo, tako da on reče, prim lopato pa delaj in tega smo se mi zelo nekako tako držali. Pri skejtanju je načeloma ni nekih omejitev, vsak je dobrodošel, ne gre se za barvo, veroizpoved in to je bilo meni zelo všeč ves čas. Vidiš, da so ljudje v redu, ne glede na to, iz kje prihajajo, kakšen je njihov priimek in so to lahko tvoji najboljši prijatelji in zakaj bi bilo tukaj karkoli, bi si ene plašence pred oči dajal. Primi lopato in delaj je vodilo rolkarjev. Pri 18 letih je Mitja Legat s prijatelji ustanovil športno društvo kranjskih rolkarjev, ki deluje še danes. Naveličali so se odrivanja iz javnega življenja. Mlade danes usmerja tudi na rolki, sicer dneve preživlja v naravi na snemanjih ali za računalnikom. Z videoprodukcijo se je začel ukvarjati kot študent, ko je bil po spletu nesrečnih okoliščin prisiljen ostati doma. Po eni nesreči na Kresu, ko sem se upekel, v bistvu nisem smel na sonce 1 leto in takrat sem našparal nekaj denarja, rekel, da bom probal malo s tem filmanjem, pa bomo pa videli, če bo to kam peljali. In zdaj sem še zmeraj v tem in še zmeraj se pojamo po ulicah, po hribih in snemamo zanimive stvari. Je bilo vreden riskirati nekaj za ene sanje. Kariera filmskega delavca je podaljšek športov, ki jih obožuje. S kamero in brezpilotnim letalnikom spremlja športnike, tako je denimo posnel podzemno kolesarjenje v opuščenih rudarskih rovih pod Peco, v zasledovanju deskarjev je prepotoval pol sveta, posnel je tudi akrobatske košarkarske podvige na drvečem vlaku. Najbolj je ponosen na filmski projekt Nedotaknjeno o smučarjih in deskarjih, ki ga je pripravljal 6 let. Pravi, da je nekoč z odprtimi usti gledal videoposnetke, ki jih zdaj ustvarja sam.
Pogosto mora v iskanju najboljšega premagati svoje strahove. Ti slediš nekim zvezdnikom, ki so talentirani in je to njihova profesija. Ti moraš kar slediti oziroma včasih iti še 100 korakov dlje, da dobiš ti res najboljši posnetek. Je pa treba kdaj biti navezan na kakšen štrik, plavati v kakšnih večjih valovih, ki je naporno, strašno, ampak tako rastemo. Pravi, da narave ne premaguje, temveč z njo sodeluje. Poudarja, da smo ljudje le gosti planeta Zemlja in bi morali z njim ravnati bolj spoštljivo. Podobno velja za telo, ki ob preobremenitvi zahteva svoj davek. Včasih začneš veliko razmišljati o tem, da skejtanje ima pa res zdaj še kratek rok trajanja. Mogoče surfanje ne toliko, ker je mehkejši pristank, recimo tako. Včasih je bilo dosti, da si se malo naspal, zdaj to pomeni, da treba za 3 ure prej vstati pa narediti 1 uro joge. Iščeš načine, da ohranjaš to. Skejtanje si podaljšuješ za 5 let, bordanje za 10 do 15, surfanje pa ono, ki nekako mislim, da bom lahko do konca življenja počel. Ker zmanjšuješ tudi riziko, pa si vzameš bolj na easy, vse to tudi skejtaš lahko do konca življenja. Šport je odklop od videoprodukcije. Mitja Legat gre pogosto z dekletom v hribe plezat, s prijatelji rolkat ali celo v Istro deskat. Valovi niso kaj prida, priznava, pomembnejša sta sprostitev in druženje s prijatelji. Ustvarjalec in športnik verjame, da je sreča pri nas izbira. Večina nas ima streho nad glavo in dovolj za preživetje, drugo je odvisno od njega samega. Lahko najdemo 100 razlogov, zakaj ne bi bili srečni, pa kaj drugi imajo, pa mi nimamo. V resnici pa sam treba stopiti kakšen korak nazaj pa pomisliti, kaj mi počnemo, pa kakšne možnosti so nam dane. Jaz sem absolutno srečen v tem, kar počnem, ker so mi in starši omogočali in ker mi je okolica omogočila in načeloma, da sem imel toliko enih jajc, recimo, da sem se vedno lotil tistega, k čemur sem stremel, ne glede na to, da so bile možnosti uspeha malo manjše, ampak že za začetek jaz sem vsaj imel možnosti. Zdaj, če gremo nekam bolj proti jugu, proti Bližnjemu vzhodu, pa vojne, pa tako, ljudje te izbire niti nimajo. Treba se sam zavedati, da možnost imamo, pa da nam je precej lepo, še posebej v Sloveniji, ki je tako razgibana, majhna država, standard je relativno dober, ni razloga, zakaj bi se tiščali nizko, če smo lahko ponosni na to, kar imamo in uživamo v tem. Športnik in filmski delavec Mitja Legat je bil gost oddaje Liki. Če ste zamudili pogovor, surfajte po naši spletni strani, najdete ga tudi med podcasti Radia Slovenija.